Dobrodošli na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Nas veseli, da ste se že zdaj zgodaj zjutraj izbrali v takem številu. Danes ni bilo tako zgodaj, kot bo naslednje dni, ko boste ob 8 začenjali s poukom. Ampak ja, danes bo malo tak preprost dan za vas. Oziroma ne, mogoče bo še bolj naporen, ker boste dobili ogromno novih informacij, od katerih vam polovica danes ne bo še nič povedala, ampak kasneje boste ozavestili, o čem smo govorili. Ampak za začetek pa seveda besedo predajam naši dekani, profesorici doktorici Mari Cotič. Dobar dan. Najprej vse lepo pozdravljam. Zelo sem vesela, da ste se v takem številu udeležili prvega dne. V prvi letnik smo vpisali okoli, nimamo še točnih podatkov, danes bodo točni, ampak okoli 330 do 340 študentov, s tem, da tukaj spadajo tudi izredni študente, ki so v Škofji Loki in v Novem mestu. Medtem, ko smo na Pedagoški fakulteti v Kopru na rednem študiju vpisali okoli 220 študentov. Tako kot sem že na informativnem dnevu rekla, verjetno ste bili večina na informativnem dnevu, so naši profesori zelo veliki strokovnjaki na področju vzgoje in izobraževanja in boste pridobili res vse, vse kompetence, ki so potrebne, da boste odlične vzgojiteljice, pedagoginje, razredne učiteljice, kasneje potem na drugi stopnji boste ene bodo končale socialno pedagogiko, inkluzivno pedagogiko, zgodnje učenje. Potem druga stvar, ki je pa lahko bi jo dali celo na prvo mesto, je to, da res skrbimo za dobre odnose med učitelji, asistenti in študenti. Tako da vam že takoj povem, da če imate kakršenkoli problem, seveda študijski problem, dajte se takoj oglasiti pri profesorju ali pri asistentu in skušajte z njim rešiti problem. Če se ne da, bomo potem vstopili še drugi, ampak problem bomo zagotovo rešili. In tretje, kar sem že rekla, kar mogoče bi spet lahko dala na prvo mesto, je to, da je Koper prekrasno staro mesto, z staro arhitekturo beneško, z dvema plažama, tako da boste uživali tudi v samem mestu. Zdaj bi vam samo, tukaj vidite, piše dobrodošla 50. generacija. Letos Pedagoška fakulteta praznuje 50 let svojega nastanka, tako da smo že zelo stara fakulteta. Mi smo najstarejša fakulteta na Univerzi na Primorskem. Tudi vi boste, zdaj se boste vpisali, novembra bomo imeli veliko slavje v gledališču o 50-letnici fakultete. In sploh bodo vsak mesec potekali razni taki kulturni dogodki. Zdaj, če samo pogledam, v bistvu pomembno je povedati to, da v Primorski regiji poteka izobraževanje učiteljev že dobrih 150 let. Torej, leta 1872 je bilo že prvo učiteljišče v Kopru. In takrat je bilo to učiteljišče v 3 jezikih. In sicer v italijanščini, nemščini in slovenščini. Vidite, ko danes toliko govorimo o večjezičnosti, je bila takrat že večjezičnost. No, jaz sem potem recimo napisal pomembne kulturnike učiteljišča, ampak zdaj jih ne bi brala. Mi smo pa, naprej Matija, mi smo v bistvu 50 let, prej je bilo učiteljišče in tako ni bila še Pedagoška fakulteta. Pedagoška fakulteta je pa nastala leta 1974 kot del dislocirane enote ljubljanske, me slišite? Kot del dislocirane enote Ljubljanske pedagoške fakultete. Se pravi, smo spadali pod Univerzo v Ljubljani. In če pogledate, smo leta 1974 upisali 16 študentov. Tako je nastala fakulteta. 16 študentov in sicer program razredni pouk. Vse smo imeli na eni osnovni šoli, vsa ta predavanja, Potem pa leta 2003, takrat pa se Pedagoška fakulteta
v bistvu odcepi od Ljubljanske pedagoške fakultete in postane del, takrat nastane tudi Univerza na Primorskem in pedagoška fakulteta postane del Univerze na Primorskem. Takrat smo odprli 3 programe, poleg razrednega pouka še predšolsko vzgojo in matematiko z računalništvom, ki jo pa sedaj nimamo več. No in če pogledamo, da ne bi šla zdaj vsako leto posebej, kako je rastlo število. Vmes smo odprli še veliko drugih programov. No in letos, v letošnjem letu smo vpisali v vse letnike od 1. do 5. oziroma 1. do 3. odvisno v katerem programu, smo vpisali že 1690 študentov. To vidite, da smo res narasli neverjetno, ne? Tako da lahko rečemo, da je fakulteta v pravem razcvetu. Poleg pedagoških programov imamo še en program, ki ni pedagoški, to so vizualne umetnosti in oblikovanje. To je kot v Ljubljani Akademija za likovne umetnosti, ne? Tako, to sem vam mislila povedati. Bom predstavila najprej prorektorja za mednarodne odnose, dr. Tomaža Grošovnika, ki vas bo učil filozofijo vzgoje in bo naslednji dekan. Že čez par mesecev bo dekan, tako da najprej predstavljam njega, potem predstavljam prorektorico dr. Sonjo Ruta, ki deluje predvsem na predšolski vzgoji, tudi ona vas bo pozdravila, in potem še prorektorico za študentske zadeve. Ja, nisem povedala, Sonja je prorektorica za kakovost in razvoj, potem pa še dr. Silvo Bratoš, ki je pa prorektorica za študentske zadeve, torej ona vam bo prišla nekako najbolj prav. Ne? Če boste imeli kakršnekoli probleme, če boste naredili premalo izpitov, tako. Potem tam so še druge profesorce, profesorca Mateja, ki predava socialno pedagogiko na programu Socialna pedagogika. Potem je dr. Suzana Todorovič, ki skrbi za italijanske programe na fakulteti, ker imamo razredni pouk in predšolsko tudi v italijanščini. Potem imamo profesorico naravoslovja dr. Natašo Orbanič in potem še profesorico naravoslovja, ki je bolj na področju kemije, dr. Nives Kovač. Tako, prosim, Tomaža. Ja, hvala lepa. Res vas je zelo lepo toliko videti v tej predavalnici. Ponavadi so prve vrste proste, danes pa vas je toliko, da ste bili prisiljeni priti sem. Res je en tak lep občutek. Zdaj vedeli smo, da bo predavalnica malenkost premajhna za vse, ampak se nam je zdelo pomembno, da se vsaj en dan tekom celega študija vsi dobimo skupaj in usrkamo ta občutek, kaj pravzaprav pomeni biti študent na UPP, da vidimo, koliko nas je, da tudi vidimo, kako smo pravzaprav raznoliki, od predšolske vzgoje do razrednega pouka, socialne pedagogike in pa ne smemo pozabiti tudi seveda na VUO, na naš študijski program vizualnih umetnosti in oblikovanja, na katerega smo tudi zelo ponosni, ki ga nam je uspelo pred 3 leti, mislim, da zdaj ustanoviti in je tak zametek, upamo, da bodoče Akademije za likovne umetnosti. Dobro, takoj vprašanje za vas, kateri je najpomembnejši poklic? Tako malo premislite mogoče, kak pravnik je že pomemben, ne, če imaš težave s sosedom, ali pa zdravniki zdaj štrajkajo, ne, in so dolge čakalne vrste. Tudi pilot se mi zdi zelo pomemben, ne? Če pilot ni dober. Ne? No, gledajte, jaz mislim, da je najpomembnejši poklic pedagog. Vsi ostali so zelo pomembni, ampak pedagog je najpomembnejši. Zakaj? Zaradi tega, ker pazite, če so vsi ostali poklici zelo pomembni, je pa pedagog tisti, ki ostane nauči, da postanejo to, kar so po poklicu, ne? Torej, mora biti pedagog očitno najpomembnejši poklic.
Še en razlog je, zakaj je pedagog najpomembnejši poklic, zaradi tega, ker je pedagogika, dobro, nekateri rečejo znanost, veda, jaz raje rečem umetnost. Veste, pedagogika je pravzaprav umetnost medosebnega odnosa. In je najpomembnejša umetnost, zakaj? Zaradi tega, ker pravzaprav naredi človeka, da mu izobrazbo. Torej, vaše poslanstvo v življenju bo zelo pomembno. In to je, da boste pomagali ustvarjati nove ljudi, nove generacije. In zaradi tega je pedagog najpomembnejši poklic in jaz vam čestitam, oziroma tako, no, lahko ste srečni, da ste prav izbrali. Ne? Tako kot ena začetna poslanica, da imate to zmerom pred sabo. Druga stvar, katero bi rad z vami delil, je sledeča. Fakulteta so seveda predavanja, smo profesori, ste tudi vi. Vendar pa fakulteta ni samo prenos znanja. Še veliko pomembnejše skoraj da kot to, ne, da dobiš samo neko znanje, je klima, kultura, atmosfera, ki jo ustvarimo na visokošolskem, na fakultetnem prostoru. Zdaj ste bili dijaki, dijakinje, od danes naprej, dobro, zdaj ste bruci, no? Ampak od danes naprej boste kolegice in kolegi. Kolega v bistvu pomeni tisti, ki sedi skupaj, kolegijo, tisti, ki tako staknejo noge skupaj in sedijo v krogu. Danes naprej ste kolegice in kolegi in zelo pomembno je, da se tudi zraven čisto formalnega izobraževanja udejstvujete tudi v obštudijskih dejavnostih in da s tem kreirate kot pedagogi. Veste, to še toliko pomembnejše, kot rečeno, pedagog je zadnje bistveno in osebni odnos. In tudi vas pozivam, da dobro izkoristite pravzaprav ta čas, nekateri 3 leta, razredni pouk imate srečo 5 let, da boste imeli časa, preden vas bo služba začela gnjaviti in težiti. Izkoristite ta čas v tem smislu, seveda za študij, ampak tudi v tem smislu, da izoblikujete to fakultetno vzdušje. Tudi za žur je seveda kdaj pa kdaj čas, če za to ni časa, ste malo čudni, tako kot jaz, potem postanete, ampak žura pa za to zdaj. Se dali? Tudi prej. Čisto. Zelo pomembno so skratka te obštudijske dejavnosti in upam si trditi, da je ravno zaradi tega naša pedagoška fakulteta najboljša pedagoška fakulteta v državi. Imamo 3 fakultete v državi, naša je druga največja, nismo največji, prepričan pa sem, da smo zaradi medosebnih odnosov in zaradi te študentske kulture najboljši. In to potrjujejo tudi ankete naših diplomantk in diplomantov, vsi se zelo radi spominjajo časa, ki so ga preživeli na UPPEF. Velika zasluga gre tudi študentskemu svetu in naš študentski svet in njegove aktivnosti so zelo močne. Imamo od pohodniškega društva do časopisa Peferon, do teatra PEF, do glasbenega udejstvovanja v pevskih zborih, skratka zelo veliko. Celo, ne boste verjeli, en študent je naredil filozofski krožek, super, Skratka, imamo res zelo veliko aktivnosti in vse to, pogledajte, tvori našo akademsko skupnost. Zelo pomemben del akademske skupnosti je tudi mednarodna izmenjava. Že zdaj bi vas, ker sem pač prodekan tudi za mednarodno sodelovanje, že zdaj bi vas takole informiral, da imate možnost del svojega študija preživeti na kakšni tuji ustanovi. V prvem letniku seveda še ne, ampak lahko se že malo pozanimate, pridete na informativni dan in se pozanimate, kako bi bilo del vaših študijskih obveznosti opraviti na kateri tuji fakulteti. Spet ponovno, zakaj? Zato, ker je to tako dragocena izkušnja v življenju. Verjamem, da ste mnogi od vas prvič pravzaprav začeli živeti proč od svojih staršev. Verjemite mi, to je lahko včasih malo frustrirajoče, včasih je malo tesnobno, ker si res sam, kar ugotovi še to, da je treba kupiti tudi WC papir in olje, tega prej nisi vedel. Ampak vam pa povem, da je to izjemno koristna izkušnja v življenju, ki vas zelo obogati in enako je seveda tudi z izmenjavo.
Takole še enkrat bi vam čestital, da ste se izbrali to svojo profesionalno študijsko pot. Tudi vuovcem bi čestital, ne pozabite, da sem rekel, da je pedagogika po mojem pravzaprav umetnost, in tudi vi ste, seveda boste polnokrvni umetniki, tako da tudi vuovci dobrodošli med nami. In že zdaj vam polagam na srce, nimate samo na Kidričevi prostorov in samo na Čevljarski, tudi naš atrij UPP, ki si zaslužil kdaj kakšno razstavo vaših del, tako da pridite s svojimi deli tudi nazaj k svoji matici. Tako, hvala lepa, lepo se imejte pri nas. Hvala Tomažu, našemu prodekanu. Zdaj bi pa dala besedo še profesor Sonji Rutar, če imate še besedo za povedati, sicer vas bo tudi nagovorila na predšolski. Se sliši tako, se slišimo? Je v redu, lepo pozdravljeni. Res ne bom biti tako številčno skupino mladih ljudi. Predvsem bi želela poudariti, povedano je bilo že toliko stvari, da pa še nekaj, na tak način, da bi lahko pisala alineje, ki včasih človek govoriči, pa nič ne pove, ampak v tem primeru sem pa prav poslušala spoštovano dekanjo, spoštovanega bodočega dekana, ki sta nanizala toliko stvari, da si jih je pravzaprav težko zapomniti in vse so pomembne. Težko je kaj dodati, vendar mogoče bi pristavili to. Glede na to, da smo pedagoška fakulteta, je strašno pomembno, da smo vpeti v prostor s šolami in vrtci. In to nam je uspelo. Imamo torej baze šol in vrtcev, na katerih se lahko, se pravi, usposabljate oziroma izobražujete, tudi praktično usposabljate. Po drugi strani smo pa ustanovili enoto, raziskovalno-razvojno enoto, ki je obenem tudi večjezična. To pomeni, da v tej enoti lahko preizkušamo različne pristope predšolske vzgoje. Spet moramo poudariti, da je to prva raziskovalna razvojna enota v Sloveniji, kar je posebnost. Pred kratkim sem se pogovarjala tudi z ministrstvom in na ministrstvu so tudi mnenja, da je to pravzaprav zelo težko vzpostaviti nekje drugje v Sloveniji, morda kvečjemu v Lendavi, Murski Soboti. Zakaj? Zato, ker je to okolje v resnici večjezično. Veliko lažje je v večjezičnem okolju vzpostaviti večjezično enoto vrtca, torej zato, da otroci lahko razvijajo senzibilnost za različne jezike, to je en vidik, po drugi strani pa, da boste lahko vpeti v razvoj različnih pristopov na področju predšolske. Ampak ta enota nudi še nekaj drugega, in sicer to, da tudi tisti, ki boste študirali za razredni pouk, lahko vstopite v vrtec in vidite, kaj je razvojno značilno za otroke v predšolskem obdobju, zato da otroke potegnete v prvi, drugi in tretji razred, da razvojno primerno prakso zagotovite. Skratka, to so določene stvari, ki jih ta prostor omogoča. Zato, ker je manjše mesto in zato, ker smo neposredno povezani s šolami in vrtci. Raziskovalno pa delujemo, se pravi, na različnih področjih. V zadnjem času imamo veliko temeljnih projektov, imamo aplikativne projekte, imamo projekte Erasmus, v te se lahko vključujete. V trenutku, ko boste začutili, da imate možnost priključiti se, priključite se. Ne vprašajte kako, samo dajte se držati ali kolega ali profesorja. A je prav? V vsakem primeru, če boste zraven, če je to študentski svet, katerekoli aktivnosti, ki bodo, ko boste dobivali vabila po elektronski pošti, odzovite se. Zakaj? Zato, ker tam je eno, bom rekla, povabilo, ki ni prav zanimivo, verjetno za videti, ampak ko boste vi prišli na tisti dogodek, boste ugotovili, kaj vse bi zamudili, če vas tam ne bi bilo. Zato vam res svetujemo, da se udeležujete najrazličnejših dogodkov, zato ker boste tam v resnici razvili svoje spretnosti. Kolegica, študentka se je ne samo udeleževala, ampak organizirala toliko različnih dogodkov, da lahko rečemo, da je danes naš kolega ekspert. Ampak samo zato, ker je organizirala in se odzvala na toliko različnih dogodkov. Matija Jenko,
A ne, Matija? Matija je sodeloval na vseh mogočih dogodkih. Ne? Človek sam pogleda, kje vse je bil, pa kje vse sta bila, ampak tako se pravzaprav razviješ. Razviti se ne moreš tako, da si doma. Tako da dobrodošli študentje, dobrodošli kolegi med nami in predvsem si tega želimo, da boste cveteli, se veliko naučili in dobro se imeli. A prav? S tistimi, ki se boste študirali predšolsko vzgojo, se pa že danes vidimo. Prav? Povedal? Hvala, Sonja. Študentske zadeve, še kakšno besedo? Prav še kakšno besedo, ne? Čisto na kratko. Torej, tudi z moje strani res en topel pozdrav. Kot je že dekanja prej povedala, jaz sem tisti naslov za pritožbe, za prošnje in zelo res si želim, da bi imela tega čim manj. Tako da mi date res čim manj dela. Zato pa vas res pozivam, da res natančno preverite Brucnik. Letos so naši kolegi pripravili to publikacijo Brucnik, v katerem so zelo natančne informacije, tudi vezane na seveda prehajanje v višji letnik, na vse možne torej vse možne informacije, ki nam pridejo prav tudi z tega vidika, ocenjevanje znanja in podobno. Tako da to je res zelo pomembno, da to že preberete na začetku. Sicer pa, seveda, to je eno zelo pomembno obdobje v vašem življenju in jaz vam želim samo to, da se ga boste celo življenje spomnili kot obdobje, v katerem ste res uživali, se imeli fajn, tudi če bo kdaj težko, pa bo treba res spraviti glave skupaj. Dejte sodelovati, ker s tem se res veliko dlje pride. S sodelovanjem, z timskim delom, tako da jaz vam želim, da čim bolj uživate to vaše življenjsko obdobje. To je to. Hvala. Profesorca, pustimo potem, da podelkati, ne? Da smo ravno točni za 9. uro. Ob 9. ostane tukaj predšolska vzgoja in boste dobili še bolj natančna navodila od predstojnika, vaših profesorjev. Tako da predšolska, drugi pa grejo lahko. Še malo bi vas prosili. Rektorica se je javila in vam to zdaj postavljala. Pozdravljene brucke in bruci, ponovno pozdravljene študentke in študenti. Ponovno ali prvič se srečamo na Univerzi na Primorskem. Letos prvič v študijsko leto že vstopamo kot ena od članic Evropske univerze Transform for Europe. Zveze 10 univerz, ki za vas pomenijo ne le širšo ponudbo študijskih programov in izmenjav, temveč tudi močno vpetost v evropsko okolje. V maju smo pri nas gostili Tiforijev Week, teden, namenjen izobraževanju z dodatnimi vsebinami, druženju in navezovanju stikov. Tega ste večinoma žal že zamudili, a brez skrbi, organizirani 2-krat letno na drugih univerzah. Teden, ki smo ga organizirali v tesnem sodelovanju z Univerzo v Trstu, je potekal z geslom Beyond Borders, torej onkraj meja. Meje znotraj in zunaj nas torej nismo prestopali, jih brisali ali se delali, da jih ni, temveč jih sprejeli, prepoznali. Le tako smo se lahko dvignili nad meje, šli onkraj, tja, kjer lahko živimo s spoštovanjem raznolikosti, poslušanjem drugačnih mnenj, odpiramo širino misli in postanemo pogumni. Želim vam, da bi med študijem na naši univerzi našli prav to. Preseganje meja svojega znanja, prepričanj in morda tudi samoomejitev. Prve dni se zdi vse strašljivo, a verjamem, da zmorete. Če potrebujete pomoč, se obrnite na strokovne službe fakultet, ki vam bodo pomagale pri študijskih procesih, odločitvah za mednarodne izmenjave in drugih zagatah. Obrnite se na predavateljice in predavatelje z vprašanji, ne le, ko česa ne razumete, temveč tudi, ko želite vedeti več. Radi imamo zvedave in drzne študentke in študente. Za vse vaše težave so vam na voljo tudi izjemni tutorji, ki bodo z vami poiskali rešitve ali vam zgolj prisluhnili. In ne nazadnje, na voljo vam je tudi brezplačna psihološka svetovalnica,
Vse lahko spoznate na dogodku Štart UP v soboto na plaži v Žusterni. Prišli ste na odprto univerzo. Pomagajte nam še dodatno širiti naše poglede, iskati drzne zamisli in presegati razlike. Potiskajte nas iz cone udobja. Zagnanostjo skupaj presegajmo meje svetov, le onkraj meja namreč leži prava svoboda.